Spoštovane novinarke in novinarji, najlepša hvala za vašo prisotnost, hvala za spremljanje dela Nove Slovenije tudi tekom parlamentarnih počitnic, ki so kar dolge. Prihaja pa res taka pestra, ne bomo rekli v tem šlagerju, ne vroča jesen, ne, ampak kar pestra politična jesen. In vlada to jesen zagotovo začinila s predlogom zakonodaje, z davčnimi spremembami. Po 2 letih in 3 mesecih vlade Roberta Goloba pa bi lahko tako rekli, ne, od velikih obljub do popolnega niča. V teh 2 letih in 3 mesecih so bile dane tudi velike obljube glede davčne reforme, ki bi zlasti pomenila davčno razbremenitev ljudi in gospodarstva. Dobili smo pa pravo nasprotje. Najbolj produktivni ljudje, najbolj inovativni, pridni, tisti, ki bi lahko ustvarjali dodano vrednost, so pod Golobovo vlado pač se počutijo kot dejanske molzne krave, ki jih pač ta vlada molze, dokler gre. In ta zakon, te davčne spremembe, so ravno to ogledalo. Najbolj pridni ljudje, najbolj produktivno gospodarstvo, samostojni podjetniki, inovatorji, so pod to vlado dobesedno drugorazredni državljani. In to ni dobro, absolutno ni dobro in je tudi napačen signal tudi za tiste, ki, kot sem dejal, so podjetniki in tudi za tiste, ki se za to pot še odločajo. In smo razočarani, moram priznati, smo razočarani, tudi besni, na podlagi teh davčnih sprememb, ki jih je vlada kar tako na korespondenčni seji sprejela, brez usklajevanja na socialnem svetu, socialnimi partnerji, brez posvetovanja z gospodarskimi združenji, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, združenje menedžerjem, SBC-jem, niti ne pri takih spremembah s parlamentarnimi strankami. Prihaja tudi glasovi iz vladajoče koalicije, da tudi znotraj vlade same, zgodba ni bila usklajena. Ampak pojmo lepo od začetka. Obljuba te vlade je bila na začetku dvig dodane vrednosti. V tem obdobju od vlade do zdaj se dodana vrednost zaposlenega ni popolnoma nič dvignila. Pa to predsednik vlade govoril v uvodnem nagovoru, preden je bil izvoljen za mandatarja. Še pomembneje, obljuba, da bomo razbremenili delo. Vemo, da je Slovenija visoko nad povprečjem OECD-ja, med prvih 5 držav OECD-ja, ki ima najbolj obremenjeno delo, tako za gospodarstvo kot za delavce. Je to nekaj zelo slabega, namesto da bi delo razbremenevali, da bi bilo davščin, obremenitev pri plači za zaposlenega manj, so se pod to vlado te obremenitve dvignile za kar nekaj odstotnih točk. Ampak po vrsti bi rad nadaljeval, koliko je ta vlada v 2 letih in 3 mesecih obremenila ljudi in gospodarstvo. Prvič, takoj po volitvah razveljavitev zakona o dohodnini prejšnje vlade 420 milijona evrov. Prispevek za dolgotrajno oskrbo s 1.7.2025 620 milijonov evrov. Obvezni zdravstveni prispevek, torej namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, skupaj bo ljudem ta vlada pobrala 680 milijonov evrov, odključno leta 2024, letošnjega leta naprej. Neusklajevanje dohodnine v letu 2024 125 milijonov evrov. Davek na bilančno vsoto bank, lansko leto smo to sprejeli, 400 milijonov evrov pobranega davka v naslednjih 5 letih. Povišanje davka dohodka pravnih oseb v naslednjih 5 letih do 200 milijonov evrov. Uvedba minimalnega davka 27 milijona evrov davka na leto. Ok, še naprej, povišanje tudi RTV prispevka, pa imenujemo to kakorkoli, 9,7 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj. A veste, leta 2019 je bil proračun na približno nekaj manj kot 11 milijardah evrov.
2019. Potem je prišla COVID situacija in vi veste, da takrat je bilo treba finančna sredstva nameniti gospodarstvu, za zaposlene, za čakajoče, za delo doma in vse ostalo. Je bil proračun sestavljen okrog 14 milijard evrov. Danes že COVID-a dolgo časa več ni. In so se naši odhodki, naše trošenje, povišali še za dodatne 3 milijarde evrov. In ljudje se dejansko sprašujejo, kam gre ta denar? Ne vidimo ga v cestni železniški infrastrukturi. Ne vidimo ga v gospodarstvu. Plače zaposlenih v javni upravi so več ali manj enake. Kam gre ta denar? Kam grejo milijarde in milijarde evrov, ki jih vlada kar tako vratno nosno menja? Ob tem opozarjamo, da se evropsko in svetovno gospodarstvo, da se ohlajata, da prihajajo zelo slabi signali iz Nemčije. In se sprašujem, ali kdo v vladi dr. Goloba o tem sploh razmišlja, na kakšen način se bo Slovenija soočala s to krizo, ki trka na vrata tudi Slovenije. Na kakšen način? Z višjimi dajatvami, z višjimi davki? Zelo težko. Medtem ko druge države postopoma prihajajo s predlogi davčnih razbremenitev, Slovenija kljub obljubam te vlade ni naredila davčnih razbremenitev na področju gospodarstva. Zdaj pa se vrnem k temu samem zakonu. Predlagane spremembe pri normirancih bodo udarile kar 15 tisoč podjetnikov in njihovih zaposlenih. In tukaj pri normirancih zagotovo ne gre za nobeno davčno oazo, to opredeljujejo tudi različni ekonomisti, samo vlada pač temu ne zna prisluhniti. Dejansko uničujemo nekaj, kar je več kot 12 let delovalo zelo dobro in zelo učinkovito. In to veste tudi nekateri novinari, ki so danes tukaj na novinarski konferenci prisotni. Več davka se je pobralo na ta način, ko smo imeli dejansko opredelitev normiranih stroškov, kot pa v preteklosti. Dejansko gre za ideološki boj vlade proti zasebnikom, za to sovražno nastrojenost, proti zasebnemu kapitalu. V Novi Sloveniji smo pripravljeni narediti vse, tako pravno kot politično, da ta zakon ne pride v veljavo. Po našem mnenju je na nekaterih elementih tudi ustavno sporen. Kar se tiče normirancev, veste, da bo tukaj pač prišlo do strožjih omejitev. Najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance se po predlogu zniža 100 tisoč evrov na 60 tisoč evrov letnih prihodkov. Če je bil ta zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovanje na podlagi samozaposlitve za polni delovni čas, neprekinjeno vsaj 9 mesecev, za popoldanske samostojne podjetnike pa bi se meja za priznane normirane stroške znižala kar iz 50 tisoč na 30 tisoč evrov. Torej, tisti, ki rad dela, želi delati, je inovativen, ima mogoče start-up podjetje. Želi imeti nekoč iz tega start-upa veliko podjetje in je danes zaposlen pri delodajalcu, ima pa podanski SP, če dodatno želi nekaj zaslužiti, mu ta vlada, ob tem, ko se soočamo s trkom finančne in gospodarske krize, onemogoča, da bi dodatno zaslužil. Kam pa bi on ta zaslužek dal, kot v povečane potrošnje te iste države? Dejansko nerazumna poteza te vlade in tudi kakšni bodo priznani stroški. Normirani stroški bi bili v višini 80% od polne normirance priznani do meje 60 tisoč evrov, zdaj so priznani do 50 tisoč evrov, od te meje do 100 tisoč evrov pa v višini kar 40%. Za popoldanske SP-je pa bi bili po novem do 12.500 evrov priznani v višini 80%, prav tako 80%, od 12.500 do 30.000 evrov pa v višini 40%, trenutno je povemo, da so v višini 80%, prav tako priznani le do 12.500 evrov. Kar se pa tiče finančnih učinkov, mene zanimajo realni izračuni, ki jih ta vlada ima.
Kaj bomo s tem pridobili? Koliko milijona evrov bomo dobili več v proračun za tisto potrošnjo, kateri sem prej pravil, da nihče ne ve, kam gre. Vejte, polni normiranci bi ponovno skupaj plačali za približno 3 milijone evrov več dohodnine, popoldanski pa okoli 9 milijona evrov več dohodnine. Tako bo skupni finančni učinek sprememb približno 12 milijonov evrov več prihodkov na letni ravni. Dragi moji, mi smo dejansko s tem predlogom, je vlada dejansko s tem predlogom ubila celo kravo zaradi tega, da je dobila en zrezek. Sistem, ki dobro funkcionira in dobro deluje, smo ga dali na prav faktore zaradi tega, da bo vlada dobila nek drobiž, ob tem, ko ministrica za kulturo naredi 70 novih zaposlitev v enem letu. Pa o tem pač se vlada nonšalantno temu reži, ko mediji o tem poročate. Tudi glede izstopa iz samega sistema, vlada predlaga, da bi bili polni normiranci sistema izločeni, če bi v 2 zaporednih letih njihovi skupni prihodki presegli 120 tisoč evrov, na primer. Zdaj je ta meja pri obojih 300 tisoč evrov. Kot kaže vlada samostojne podjetnike, zlasti samostojne podjetnike posameznike. Veste, to niso nobeni bogati ljudje. Tisti, ki zasluži 50 tisoč evrov na let, za mene ni človek, ki bi bogatel, kupoval jahte, gradil luksuzne vile. S tem se vlada, kot kaže, upravlja. S tistimi ljudmi, ki se na trgu borijo, da bi dodatno zaslužili vse nekaj več denarja, kot ga imajo ali pa kot imajo obremenjene plače preko rednih prihodkov. Še drugi ukrepi glede teh davčnih sprememb, ki so popolnoma nelogični in me kot državljana te države, ki tukaj sem, bivam, imam družino, zelo skrbijo. Eden izmed teh je zagotovo ta, da vlada predlaga za tujce, ki pridejo v Slovenijo, ustanovijo start-up podjetje, posebne davčne olajšave. Kaj pa za Slovence? Zakaj pa za naše državljane, ki so pametni, inovativni, preudarni in imajo ideje? Zakaj za njih ne bi veljale enake davčne olajšave? Ali pa za slovenske državljane, ki so odšli v tujino in so v bistvu še vedno davčni rezidenti Republike Slovenije, samo živijo v tujini, če se vrnejo v Slovenijo, spet dobijo dodatne davčne olajšave. Kaj pa tisti ljudje, ki se trudijo tukaj v državi leta in leta, pa jim vlada dobesedno zateguje pas, vrat, kar želite, zakaj pa sočasno za njih ne poskrbimo? Tukaj treba te stvari zanačiti. Za slovenske državljane, za tuje državljane, naj bojo in naj veljajo davčne olajšave. Za vsa start-up podjetja. In tukaj imamo priložnost, da postavimo start-up oaza, ampak za vsa podjetja, za vse državljane, evropske, tuje in slovenske. In tukaj je ustavna spornost. Zakaj nekateri imajo določene davčne olajšave po tem zakonu, drugi pa jih ne bi smeli imeti? Torej, ne razumemo, oziroma ne vem, kdo sploh razume te ukrepe, kaj bojo prinesli. Razen to, da dodatno davčno obremenjujemo tiste, ki so najbolj produktivni, najbolj inovativni in so dodana vrednost za slovensko gospodarstvo, imajo nek potencial, ga izkazujejo. In ta polemika je toliko bolj pomembna ravno zdaj, ko so signali tudi ekonomistov iz Slovenije, da se pač evropsko gospodarstvo pospešeno ohlaja in da bo ta trg, ki prihaja naslednje leto, zelo velik. Zdaj sem pa na voljo za vaše vprašanje. Če vas prav razumemo, ko pravite, da so ustavno sporne zadeve, predvidevam, da zdaj, ko bo zakonodaja prišla v parlament, boste na SEI prvo poskusili verjeti s kakšnimi amandmaji, kaj naslednja postave pa čez te najprej pričakujemo razum te vlade. Mislim, to je zelo težko pričakovati, ampak upanje umre zadnje.
da bi ta zakon dejansko umaknila, ga popravila in da ga bi zamenjala z zakonom, ki bi plače davčno razbremenil. V okviru parlamentarnega postopka se bomo pač z zakonodajo, ustavo borili za to, da pride do sprememb te zakonodaje. Pričakujemo tukaj pa tudi eno stvar, malo bolj silovit odziv gospodarskih in obrtniških združenj. Tega, ker je nazadnje, tukaj gre za njihove ljudi, ne pa da se podjetniki, posamezniki in vsi ostali člani teh organizacij obračajo zlasti na nas, kot glas gospodarstva v politiki, imajo pa v bistvu tudi reprezentativne tako imenovane organizacije. Tako da jaz pričakujem res, bolj pestro jesen tudi zaradi teh davčnih sprememb, ki jih vlada predlaga.